No, pol pa mislim, da so še dejansko jaz. Vidite? Vidi se, vidi. Dobro. Se je projekcija, Tomaž, je vidna? Upam, da ja. Nič, gremo še te elitne bike za prvo polovico leta 2022. Prvi je bik Elfort, kombinacija Erhof, Elmon pri materi Rungo, torej pri materi nekoliko starejša genetika. Bik praktično odličen, genomsko testirani bik, 134 skupni indeks. Vidite vse podatke, ima izrazito desno, tako mleko, dolgoživost, somatske celice. Pri stoku je poprečen, kar je zaželeno, okvir je nadpoprečen, nekoliko nadpoprečna sta tudi lastnosti nog in pa vimena. Neproblematične delitve, torej 110 plemenska vrednost za paternal in pa poprečje za težavne delitve kot oče krav. Skupne lastnosti fitnessa so 113, od tega ima lastnosti zdravja vimena 112, če pogledate somatske celice pa zdravje vimena, v glavnem so te lastnosti zelo blizu, kar se tiče plemenske vrednosti. Obnašanje pri moži, to je zajet tudi temperament, torej celo obnašanje pri moži od priprave vimena do natikanja, ali so živali moteče, čeprav pri tej lastnosti so dednosti zelo male, ampak kljub temu, ko je prej Klemen že omenil, da se vedno dela na nekih novih lastnostih, ki jih praktično tujci merijo. Potem imamo lastnosti plodnosti 108. Bik je edino od teh skupini, ki ima kappa-kazin BB. Dejansko je težko najti bike z tem kappa-kazinom, ki so dovolj kvalitetni, da jih lahko uporabimo kot elitne. Beta-kazin A2A2 in pa še zraven tega nadpoprečne lastnosti mesa, kar dejansko nadgrajuje kombiniran tip živali. Drugi bik, Espresso, to je linija Etoša, torej Etošin vnuk, pri materi Herzog. Genomski bik, vidite še višje plemenske vrednosti, genomske plemenske vrednosti kot pri prejšnjem, torej čisto skrajnost desno, 140 skupni indeks, 129 mleko, popravlja oziroma nakazuje popravljanje lastnosti dolgoživosti somatskih celic, nekoliko nadpoprečen je stok mleka, poprečen okvir, nadpoprečne lastnosti nog in pa vimena. Delitve so okrog malenkost pod povprečjem kot paternal, torej kot oče telet, in pa nadpoprečne kot oče krav, seveda to nakazuje, to še podatke so manj zanesljivi. Skupne lastnosti fitnessa 118, seveda tu še zraven vseh teh podatkov, kaj imamo tukaj, so še zajeti vse delitve, zdravje živali, praktično en kup podatkov, ki jih na terenu zbirajo in potem obračunavajo. Zdravje vimena podobno kot somatika okrog 115, obnašanje 95 in pa spet nadpoprečna plodnost. Bik je žal kappa-kazin AA, A1A2 beta-kazin, spet nadpoprečen v lastnosti kombinacije z mesom, tako da nadpoprečen kombiniran tip živali. No, to je babica bika, malo slabša slika, žal druge nisem uspel dobiti. Naslednji bik, ki
mu podaljšujemo status je hokus pokus. Bika smo pripeljali že v pomladi letošnjega leta. Z novim obračunom je bik še vedno zelo stabilen. Hudli linije nimamo tako veliko v populaciji. Pri materi je bik nar, ki je pa sploh neproblematičen, tako da je bik zelo primeren tudi za širšo uporabo. Torej, spet ekstremen indeks, ta bik je že klasično testiran, ima že hčere v proizvodnji. Torej, mleko skoraj za 2 deviaciji v pozitivo, popravlja dolgoživost, somatika in pa iztok sta nekoliko nad 100. Živali so nekoliko večje, odličnih oblik in pa precej nadpovprečne lastnosti vimena. Tudi ne nakazuje težav v lastnostih telitev kot oče telet in kot oče krav. Skupna ocena za fitness 116, zdravje spet podobno kot somatika, obnašanje Melk Frehalten, zdaj, če boste videli tole na nemški pedigrejih, je to dejansko obnašanje premoži, 90, plodnost 117, kapakazina AA, A2, A2, betakazin pa spet nadpoprečne lastnosti v prireji mesa. To so hčere bika, vidite, zelo izenačene. Kljub izrazitemu kombiniranemu tipu zelo tanek skočni sklep, izredna kvaliteta nog in pa vimena. Naslednji bik, Ingmar, ta je genomsko testiran, kombinacija 3, torej Irokeze PS, Irola in pa Folgas PS, torej te mešane brezrožnosti, ker pri teličkah je drugače izražena kot pri bikih. No, bik Ingmar je homozigot, torej prenaša brezrožnost na potomce, spet odlične genomske plemenske vrednosti, skupni indeks ekstrem, mleko 125, popravlja lastnosti dolgoživosti, somatike, seveda somatike ne pomeni, da povečuje, ampak zmanjšuje oziroma živali so manj obremenjene, iztok mleka povprečen okvir in pa nadpovprečne lastnosti nog in pa vimena. Prav tako nakazuje nadpovprečne plemenske vrednosti za telitev kot oče telet in pa oče krav. Fitness malenko slabši kot pri vseh prejšnjih, torej 110, zdravje vimena odlično. Tudi, kar se tiče obnašanja premože, ne nakazuje problemov. Plodnost je malenkost pod povprečjem, je AA, kapakazin, betakazin, A2, A2 in pa še višji indeks za prirastne glavne lastnosti oziroma selekcijski indeks za meso, ker bomo bika uporabili praktično tako za osnovanje bikovskih mater ali pa živali, ki so v kombiniranem tipu ali so že nagnjene v usmeritev za prerejo mesa. Naslednji je Wintertraum, to je trenutno eden najboljših bikov na svetu, genomsko testirani bikov, kombinacija Vojvode, Wobbler, Derbeste. Wobblerjeve potomke že imamo v populaciji, odlično delujejo, torej so ekstremno dobre živali. Wintertraum preko Vojvode tudi vključujemo enega polbrata, ki sicer nima tako ekstremnih vrednosti, ima, mislim, da okrog 128-129. Derbeste pa je zgodba o uspehu, bomo še potem o njem par besed. Torej, kot vidite, Wintertraum, ekstremni indeks je tako za skupni indeks, mleko, dolgoživost, somatiko, tudi stok mleka, dobra kombinacija, ponavadi ta kombinacija somatske celice in stok mleka ni tako ugodna, kot je pri tem biku. Okvir je nekje povprečen, nadpovprečne lastnosti nog in pa vimena.
tudi neproblematičnost, torej nakazuje neproblematičnost pri telitvah, oče telet, oče krav, ekstrem fitness, torej 135, odlično zdravje vimena, obnašanje okrog povprečja, plodnost spet ekstremna, in pa kljub vsem tem lastnostem v mleku še nadpovprečen v lastnosti preje mesa. Kappa-kazein AA in pa beta-kazein A1, A2. No, to mislim, da je direktna sestra bika, ki je v prvi laktaciji že pokazala ekstremno dobre lastnosti, tako mlečnosti kot eksterierja. No, potem je bik elegant, epinal, Everest, to je nekoliko starejša genetika, pri materi humid. Bik ima nižje indekse kot predhodniki, torej 126, skupni indeks 114 mleko, nadpovprečen v dolgoživosti, somatiki, iztoku, nadpovprečen v okvirju, odlične noge vime in pa nekje poprečne delitve kot oče telet, kot oče krav neproblematičen. Zelo dobre lastnosti fitnessa, zdravje vimena, obnašanje v možu spet okrog povprečja, plodnost 126 in pa AA kappa in pa A2 beta-kazein. Je pa edini med temi biki, ki je nekoliko slabši v lastnostih prereje mesa, torej PV za meso 94. Zdaj bika smo izbrali zaradi vzroka preverjene genetike po moški liniji in pa dejansko ekstremne matere. Mati je še vedno aktualna šampionka Nemčije med starejšimi kravami. Desna je slika takrat, ko je osvojila tole nagrado, mislim, da je bilo to 2015, 2016. Levo je pa slikana v 11. laktaciji, torej, če uspemo takšne krave dobiti v populacijo, oziroma da bodo tako fit v 11. laktaciji, je to lahko samo plus. In pa zadnji, torej biku derbeste še podaljšujemo licenco. Bik je praktično res z zadnjim obračunom dokončno potrdil, da je trenutno eden najboljših evropskih svetovnih bikov. Vsi celo pravijo, da je verjetno najboljši bik v njihovi zgodovini, ali pa drugi najboljši. Torej, ekstremni indeks, tako v mleku v skupnem indeksu, popravlja dolgoživost, somatiko. Iztok mleka je povprečen. Živali so nekoliko večje, povprečnih oblik, torej tu pač je potrebno biti malenkost pazljiv. Ekstremno nadpovprečno vime in pa ne nakazuje težav pri telitvah kot oče telet in oče krav. Fitness 109, zdravje vimena 106, poprečno obnašanje in pa nekje poprečne lastnosti plodnosti. Beta-kazein A2, kappa-kazein pa žal AA in pa poprečne lastnosti prereje mesa. Linija DAX del, linije del žal pri nas nismo dobili kaj posebej. Dočim bik Rojmut je pa tudi oče bikov Villeroy pa Veltliner, ki pa dejansko sta zgodba o uspehu tudi v naši populaciji. No, to je slika iz štajerske razstave prejšnji mesec, kjer so predstavljali tudi skupino derbestejevih hčera in dejansko mislim, da je prvih 5 za 6, pa tudi 6, mislim, da so vse polsestre po biku derbestejev in dejansko je res skupina izstopala na sami razstavi, tako da z uporabo te genetike dejansko pričakujemo napredek. Toliko na kratko z moje strani, zdaj same predstavitve bikov bojo potekale verjetno takoj po novem letu. Trenutno smo v pripravi odbire in pripravi kataloga, tako da bomo v mesecu januarju tudi predstavili
sam katalog. Zdaj, če imate kakšno vprašanje. Če ni,